Prepričan sem, da so zaposleni ključni za uspešno in dolgoročno delovanje podjetja ali neke organizacije. To se je še posebej jasno pokazalo v zadnjih kriznih letih, ko je bilo mnogo podjetij na robu preživetja ali pa so se razmere v panogah izredno zaostrile, da o krizi vrednot sploh ne govorim. Pokazalo se je, da so kot zmagovalci šli tisti, ki so se maksimalno posvetili svojim ključnim zaposlenim in naredili vse za dvig zavzetosti zaposlenih. To so dosegli predvsem z učinkovitim izvajanjem internega komuniciranja. Interno komuniciranje torej sodi med najpomembnejše aktivnosti v organizaciji. Je pogoj za njeno delovanje, je del organizacijskega komuniciranja, ki obravnava in ureja odnose menedžmenta do ostalih zaposlenih in ima za cilj zgraditi ter vzdrževati zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi, kar seveda ugodno vpliva na celotno organizacijo, njeno delovanje, doseganje poslovnih ciljev in vizije, uresničevanje organizacijskega poslanstva in navsezadnje pojavljanje v javnosti. Interno komuniciranje je glavni dejavnik motiviranja zaposlenih. Doseganja njihove storilnosti z učinkovitim komuniciranjem so zaposleni ciljno naravnani, proaktivni, samoiniciativni in kreativni. Pri komuniciranju ni pomembno le to, da smo sporočilo poslali, ampak je treba tudi preveriti, ali so ga naslovniki prejeli, ga predvsem razumeli in kakšno stališče so oblikovali do njega, ter seveda kakšna in kolikšna vključenost zaposlenih je dosežena. Pomembno je razumeti, da z obveščanjem vplivamo na razumevanje položaja, z razpravljanjem na sprejemanje težav, z vključevanjem pa na pridobivanje moči. Udeleženci predavanja boste spoznali ključne elemente in glavne komunikacijske metode ter orodja in dejavnike uspeha učinkovitega internega komuniciranja.